Živjo, sem Jana Pristovšek in vesela sem, da ste spet z mano. Danes imam dobro in slabo novico. Slaba novica je, da je od nas odvisno naše razpoloženje, odnosi in življenje. Tega ne maramo in raje s prstom kažemo na drugega. Ne potrudiš se, ne razumeš, kriv si. Druga slaba novica je, da smo zaradi tega v vlogi žrtve ali napadalca. Tretja slaba novica je, da s tem sporočamo sebi, ne zmoreš, nisi vreden, nisi močan. V sebi imamo kompas življenja, zemljevid življenja, neke vrste računalnik, v katerem so shranjeni podatki o naši lastni vrednosti, iz preteklih izkušnjah, o naših prepričanjih in še številne druge informacije. Iz tega računalnika prihajajo potem informacije, po katerem se mi ravnamo in ki naj bi nas vodile do srečnega, zadovoljnega, varnega, zdravega življenja. Če so v tem računalniku vstavljeni pravilni podatki, potem iz njega prihajajo pravilne informacije. Če pa so v tem računalniku strahovi, demoni, občutja nemoči, nevrednosti, potem prihajajo iz tega računalnika informacije. Reši me, dokaži mi, da sem vreden, da sem dober, da sem prijeten, da me ljubiš, da sem vreden ljubezni. In to so pričakovanja. Mi pričakujemo, kako se bodo drugi ljudje obnašali do nas. Mi pričakujemo, kaj nam bodo dali. In pričakujemo tudi, da nam bodo dali občutek vrednosti, občutek moči in občutje varnosti. In tukaj se ponavadi zatakne. Drugi ljudje imajo v sebi tudi svoj računalnik s svojimi informacijami. In ko se dve osebi srečata in če sta njuni informaciji usklajeni, potem se razumeta. Če nista usklajeni, pride do trka. In trk je nezadovoljstvo, užaljenost, bolečina, prepir, žalost in še nešteto drugih neprijetnih občutij. Kaj lahko naredimo? Dobra novica je, da mi lahko pregledamo informacije, ki so v našem računalniku. Ne moramo pa pregledati informacij, ki so v računalniku druge osebe. Naše informacije do neke mere mi lahko spremenimo. Zato se moramo ozreti vase. Zazreti se moramo vase in ne v drugega. Nehati moramo kazati s prstom, ti si kriv, ti ne razumeš, ti se ne potrudiš. Druga oseba bo naredila tisto, kar bo ona želela. Mi pa lahko samo to vzamemo ali pustimo. Največkrat delamo impulzivno, te informacije so nezavedne in mi delujemo več ali manj avtomatsko po teh informacijah. Pride informacija upaj, upaj, upaj in mi upamo. Upamo in se še kar zaganjamo. In hočemo spremeniti drugo osebo. Hočemo spremeniti informacijo v njenem računalniku. Mi si svojcev, sorodnikov in sodelavcev ne izbiramo. Izbiramo si pa prijatelje in partnerja. In ko slišim stavek, saj ko bova imela otroka, se bo pa spremenil. Zdaj sem sama ostala z 2 otrokoma, ker sem že v preteklosti upala, da bo drugače, da se bo zresnil, da bo več doma, da bo odgovoren, da mu bo družina postala pomembna, da bo družina postala njegova vrednota. In spregledamo en kup rdečih luči. In to bi jaz rada spremenila, to bi jaz rada ozavestila pri ljudeh. Začnite poslušati svoje rdeče luči in začnite se spraševati, zakaj imam določena pričakovanja,
kaj jaz pravzaprav pričakujem od neke osebe. A pričakujem, da me bo rešila? A pričakujem, da mi bo dala vrednost? Ali sem s to osebo zato, ker drugi vidijo, da mi je uspel veliki met, da sem ga ujel, da sem ga ujela? Zato, ker pričakujem, da me bo osrečil, da bo naredil varen dom. Ljubezen je sestavljeno čustvo. In ljubezen je za vsakega nekaj drugega. Zame je ljubezen varnost, pozornost, spoštovanje, pomembnost. Za vas je lahko čisto nekaj drugega, ampak tudi to je ljubezen. Ampak ljubezen dveh oseb mora biti kompatibilna. Se pravi, mora biti vsaj približno enake informacije morajo prihajati iz njunih dveh računalnikov, ki sem jih na začetku omenila. Če prihajajo različne informacije, potem mi vlagamo v odnos, se trudimo, se odpovedujemo, garamo in rezultata ni. In seveda smo razočarani, smo ranjeni in potem tiščimo in prosimo in jočemo in moledujemo in poskušamo zlepa in zgrda in ne gre ne zlepa, ne zgrda. Preden ustvarite družino, preden pridejo otroci na svet, poglejte, če ste v razmerju, kjer niste srečni, kjer niste zadovoljni, zakaj je temu tako? Ali so vaša pričakovanja neustrezna, ali nočete videti pravih rdečih luči, ali ne zaupate sebi in si mislite, bolje vrabec v roki kot golob na strehi. Imejte se radi, postanite pomembni sebi. Dobra novica je, da s pomočjo notranjega otroka lahko dobite občutje vrednosti, občutje varnosti, lahko spustite svoja stroga merila, ki mogoče ravno ta povzročajo nesporazume, da takrat, ko sta skupaj, ni lepo, ampak je težko in je neprijetno. Ni vse v nas, je pa veliko. In ne moramo mi ljubiti za dva, ampak ne ljubimo takrat, ko spustimo, ko dovolimo, da ljubezen drugega pride do nas. Ljudje nas imajo radi, ampak nas nimajo radi na naš način, zato ker imamo mi ozek okvirček življenja. In ko dobimo mi občutje varnosti, in ko dobimo mi občutje vrednosti, takrat ta okvirček lahko sprostimo, lahko ga povečamo in takrat lahko v ta okvirček, v naš računalnik pride veliko informacij o vrednosti, o pomembnosti, o ljubezni. Dobra novica je, in končala sem z dobro novico, da se potopite vase, poglobite se vase, postanite si pomembni. Spustite vse okove, strahove, ki vam delajo težave in boste videli, da bo vaše življenje lažje, lepše in bolj ljubeče. Vesela sem, da ste poslušali ta video do konca, lahko ga delite, če vam je bil všeč. Naročite se na moj YouTube kanal, napišite mi vprašanje, z veseljem vam bom odgovorila. Preberite knjigi 8 moških, zakaj pa ne in čarobni odnos. Lahko pridete na mojo spletno stran, v Facebook skupino Čarobni odnos in imejte se radi in kmalu se spet vidimo. Čau, čau.